Hvala za besedo. In seveda hvala za povabilo na ta zanimiv simpozij. Verjetno so organizatorji pričakovali, da bom pripravil kaj v zvezi z arheologijo, ki je moja matična stroka, ampak žal arheološki viri za judovsko zgodovino pri nas so zaenkrat še preskromni za kaj takega, sploh v navezavi z temo simpozija, se pravi odnosi z kristjani. Tako da nisem imel nobenih idej v zvezi s tem, sem se pa spomnil, da je kolegica Danijela Peljaga, zelo zagreta domoznanka iz Pirana, pred časom pripravila objavo enega zanimivega prestopa iz judovstva v krščanstvo in sem ji predlagal, naj torej ona sodeluje, jaz pa bi bil pripravljen ji malo pomagati pri tem. Gospa Peljaga zaradi drugih obveznosti se je odpovedala temu projektu, jaz sem bil pa že toliko, da sem se teme potem lotil kar sam. Judovske spreobrnitve so namreč tako zanimiva, fascinantna zadeva, ki kaže zelo širok spekter od nekih zelo intimnih doživljanj do najširših socialnih pa ekonomskih vidikov odnosov med kristjani in Judi. Torej, lahko vidimo, da je šlo pri njih, torej lahko seveda za razsvetljenje, se pravi neko osebno odločitev za spremembo religije, ki je lahko ali podprta z pridigami ali z vplivom sosedov. Lahko je šlo za zelo praktične razloge, bežanja pred kakšnim sodnim pregonom in kaznijo, šlo za ljubezenske zgodbe, ki se niso mogle uresničiti drugače kot z konverzijo, lahko pa seveda za zelo gospodarske razloge, enostavno beg pred revščino, ker so pač bili deležni finančnih ugodnosti ali pa podpore skupnosti pri iskanju novega dela, pri vključevanju v novo življenje. Lahko je šlo pa za dvigovanje po družbeni lestvici, kadar govorimo recimo o bolj izobraženih ali usposobljenih obrtnikih, zdravnikih, vojakih, ki so seveda potem lahko dobili širšo ciljno publiko. Jaz sem se osredotočil na območje srednješke koprske škofije, se pravi Izola, Piran, Koper, ki je bila recimo dovolj ozko zamejena, da je s to temo, kot vem, se ni nihče še ukvarjal prav posebej, tako da tudi jaz kot nestrokovnjak se nisem mogel prav poglobiti, ampak vseeno obstaja nekaj arhivskih virov, nekaj objav in v različnih drugih razpravah se najdejo spremembe spreobrnitev. In rezultat tega danes predstavo je pa tudi že, kot rečeno, objavljeno. Judovske skupnosti v severni Istri in v okolici, danes dopoldne smo že slišali, kako pomemben center je bila rimska Akvileja. To je tudi najbližja točka, ki jo
iz antičnega časa lahko primerjamo z situacijo pri nas. Videli smo te oljke z menorami, nam najbližje je najdena v Škocjanskih jamah, in to je edini takšen času tu pri nas na obali. Potem po uničenju Akileje se skupnost preseli v Gradež, tudi od tam imamo omenjene ali pa imamo zelo lepe epigrafe, zanimivo ravno konvertitev. Potem pa v času zgodnjega srednjega veka vse skupaj malo zamre. So zelo skromne omembe, zanimivo spet v zvezi z pokristjanjevanjem, tako langobardski kralj, ki v 7. stoletju silno spreobrača, pa potem ideja doža Petra Candiana in gradiškega patriarha v 10. stoletju, da bi bilo treba Jude ali izgnati ali pokristjaniti. Tako da skupnost tukaj je, ampak očitno pomalem zamira. Šele v 13. stoletju se stvar obrne, začnejo se priseljevati judovski bančniki, ali pa Judi generalno iz Francije in predvsem iz nemškega prostora. In v 14. in 15. stoletju imamo pa dejansko tudi za naše kraje že med mesti in judovskimi družinami, ki pridejo z namenom dotoka svežega kapitala, ki mestom pomaga pri zagonu gospodarstva. Te banke so pomemben ekonomski faktor potem približno 200 ali pa še malo več let. 16. v 17. stoletju, ko zaradi ustanavljanj krščanskih zastavljalnic, se njihov pomen zmanjšuje, prihaja do gospodarskih stisk tudi za te Jude, začnejo zamirati. Tisti, ki so imeli to možnost, se počasi selijo proti Trstu, ki postaja takšno močno judovsko središče. Tu na obali pa skupnosti, kot rečeno, zamirajo. Najdlje se ohrani očitno Piranska, ki je po do zdaj znanih podatkih tudi najmočnejša. Ampak vsem govorimo v teh naseljih za par družin, ali 2 ali 3, kje med 30 in 50 pripadniki judovske skupnosti v mestu. Torej, to so male skupnosti, ki ne ogrožajo svojih someščanov, razen seveda potem, ko se pretirano zadolžijo. Tako da načeloma gre za dokaj strpno sobivanje, sicer z nekimi omejitvami, ki so ali religiozne narave ali potem mestne oblasti, beneške oblasti vplivajo z posebnimi omejitvami, recimo znaki, posebna obleka, omejitve glede gospodarskih dejavnosti in podobno, kar tudi vse lahko vpliva na konverzije. Zdaj, kot rečeno, spreobrnitve niso delane, ampak takšne drobce, ki smo jih, pa se da razporediti v nekaj, recimo, poglavij ali pa zvrsti, ki kažejo, kako raznovrstni so bili ti razlogi ali pa oblike spreobrnitev. Najstarejše spreobrnitve morda odsevajo
v nekaterih priimkih. Namreč v Piranu med 13. in 15. stoletjem poznamo družino Judejev, ki je krščanska družina, priimek je takšen, kot je. Podoben priimek je tudi Faruzejev ali pa Saračenov. Janez Peršič, ki je prvi se spogledoval s tem, je sicer sklepal, da je bolj verjetno, da gre za neke posmehljive vzdevke, ki so v tem ampak sodim, da če ne bi bilo vsaj zrna resnice v teh priimkih, da bi družine težko se za njih odločile. To je ena stvar, druga pa, kar je zanimivo, imamo pomenljiv primer, sicer iz 15. stoletja, ko imamo dejansko konverzijo v Piranu in pa spreobrnjenec dobi darilo v obliki zemljišča Zoltar. To je dokaj običajna zadeva, rečeno, spreobrnjenci konvertiti dobijo ali denar ali neko drugo pomoč, ampak v tem primeru je konvertit dobil darilo od Ser Albertusa Faruzeja. Se pravi, se ta priimek Faruzejev pojavi pri donatorju. In jaz bi rekel, da to pomeni, da je ta darovalec čutil neko empatijo do osebe, ki se je spreobrnila, in to ravno zato, ker je krenila po isti poti. Podoben primer ali pa podoben primer je potem v Kopru, sicer iz kasnejšega časa. Iz Milj poznamo enega Hebrevsa iz Bologne, ki je bil pomočnik mestnega kapitana, skratka na zelo visok čin v mestni upravi, skratka gre za kristjane, da odsevajo neko zgodovino spreobrnjencev in to bi bili potem lahko, vsaj pri tistih najstarejših, dejansko spreobrnjene rodbine tistih primarnih italijanskih Judov. Posreden možen spreobrnjenec je glasnik Marko, ta je živel v 15. stoletju v Piranu, bil je Jud, sin ampak deloval kot mestni glasnik, kar je zelo čudno, če bi šlo tu res za pripadnike veroizpovedi, ker so bili pač zelo omejeni v naboru del, ki so jih lahko opravljali. Imamo pa primere iz Furlanije, recimo, Vidma, kjer so konvertiti bili vlogo skrbnikov mestne lože, se pravi, so skrbeli za čistočo, za urejenost, ravno v smislu podpore mesta, da dobijo neko plačilo, da lahko živijo. In tukaj bi lahko šlo za podoben primer, ker ime Marko, ki je lahko sicer tudi judovsko, je pri nas na obali seveda neločljivo povezano z svetim Markom, kot genečkim zavetnikom. Iz 15. stoletja imamo potem prvo dejansko izpričanje spreobrnitev, to, ki sem jo že malo prej omenil, Johannes iz Pirana prestopi v krščanstvo. Gre za zelo zanimiv primer. Sin judovskega ustanovitelja banke, Samuela, ki je pač ustanovil in vodil zelo uspešno piransko banko v 15. stoletju. Ko se je Johannes preobrnil, sta bila oče in ded že pokojna, tako da
To je verjetno vplivalo na to njegovo spreobrnitev, vsekakor pa družina je tam še bila, in banka je verjetno še delovala. Z družino se je razšel, v, rekli, korektnih odnosih, odpovedal se je dediščine, ne, tako da, so razlogi za, prestop morali biti, ne ravno ekonomske, narave, ne. Vemo pa, da, to ni edini primer na beneškem področju, ne, recimo v Benetkah je bil zelo znan primer, ko se je spreobrnil, sin najbogatejšega Wilma del Banco, ne, najbogatejšega beneškega Juda, in je bila to spet tako zelo pomemben dogodek, ne. To je verjetno šlo bolj za neko, družbeno uveljavitev, vsekakor ne za gospodarske razloge, da bi bil človek prisiljen iskati, novo kariero, novo delo, nove, prihodke. V sedemnajstem stoletju pride potem, do novih, znanih pokrstitev, ne. Te so zanimive zato, ker, predvsem dve, ne, Francesco Maria in Marko Zorzi, se 1611. leta spreobrneta. Ta dva sta zabeležena v krstnih knjigah, kjer je, precej podrobno opisan, njun prehod, ne, od božanskega navdiha preko, recimo trimesečnega poučevanja, ne, s strani župnika ali pridigarja ali kanonika, tem, testiranja oziroma izprašana sta bila s strani škofovega vikarja, potem pa ob prisotnosti velike množice, javno, krščena. Imela sta zelo ugledne botre, ne, kar, podestata, se pravi župana, pa ugledne cerkvene in, druge, strokovnjake, ne, tako da, je bil to ne samo neki intimen dogodek, javen dogodek. Kar je zanimivo, oba sta bila po poreklu tujca, en iz Montelipona, se pravi blizu Ancone, s papeškega področja, in drugi, iz Verone, ne. Ne vemo, kaj sta počela v Piranu, kako sta se tu znašla, ampak ravno zaradi uglednih, botrov, verjetno nista bila ravno, zelo revna, ne, ali pa neugledna. V sedemnajstem stoletju, malo kasneje, ne, se pravi, pa dejansko prihaja do, spreobrnitev, revnih, anonimnih Judov. Nekaj takih poznamo iz, zabeležk v, knjigi izdatkov piranske bratovščine svetega Jurija, ne, kjer je na več mestih zabeleženo, tam v približno 1660 in 70, da so bili Judi, ob krstu obdarovani z nekimi manjšimi zneski, ne. Torej to je ta čas, gospodarske krize, ko, enostavno nekateri vidijo, to kot možen izhod, vrnitev in začetek, nove življenjske poti. Kaj podobnega poznamo iz osemnajstega stoletja iz Kopra, kjer, vemo, da sta se ustavila dva Juda. En je bil Gerson Parente, Parente je precej znana tržaška, družina judovska, ki je pač se znašel v Kopru in tukaj dobil priporočilo,
od škofa in od podestata za beneško knjigo, hišo katekumenov, da so ga tam sprejeli, ker se je odločil, da bo se spreobrnil. Drugi je bil še bolj tavajoč, Spero Todesco iz Mantove, ki je odraščal med Padovo, Splitom, Dubrovnikom, Sarajevom, se znašel v Mali Aziji, potem pa se spet vrnil nazaj na jadranske obale, prišel v Koper, kjer ga je neki plemič prepričal, naj se vendarle da krstiti. Bil je spet priporočilo in bil napoten v Benetke. Namreč, ne glede na to, da takrat v Kopru več ni judovske skupnosti, je za take tavajoče Jude od drugod skrbela hiša v Benetkah, kamor so prihajali tako iz Italije kot iz Srednje Evrope in predvsem iz Levanta, Judi in se spreobračali. To je, kar se tiče odraslih Judov, potem pa še zelo zanimivo poglavje, ki se tiče pokrstanjevanja mladoletnih Judov. Že najstarejše zgodbe imajo člen, ki eksplicitno prepoveduje preobračanje mlajših od 14 let, se pravi, takih, ki še niso mogli odločati v lastnem imenu. Ta člen očitno kaže, da ta je obstajala, ni šlo nujno za neke škodoželjne, seveda, misli, ampak v takem tesnem sobivanju z krščanskimi sosedi, pa dojiljami, pa služabniki, je očitno prihajalo do tega, da so le-ti lahko vplivali na otroke in jih potem zavedli, odpeljali, dali krstiti, ali pa recimo babice, ki so lahko v slučaju nevarnosti otroka. In kar je bil problem zato, ker z vidika cerkve je bilo tako dejanje nepovratno, ti otroci so bili krščeni, torej kristjani, in so bili v veliki meri odvzeti potem staršem, kar je stisk. Z naše obale zaenkrat poznamo dva podobna primera. Eno je tako imenovana afera tržaških deklic, ko sta dve tržaški judovski deklici se znašli v Kopru, bili odvedeni iz Trsta v Koper in tu krščeni. Poznamo vire z obeh strani, judovski seveda so pravili, da sta bili ugrabljeni in so jih zahtevali nazaj, celo od podpori tržaškega škofa in tržaških oblasti, dočim koprska stran je govorila o njunem razsvetljenju, sta spregledali in sta se želeli, čeprav ne vrniti v krščanstvo. Ključno vlogo odigra Peter Pavel Vergeri, znani koprski škof in kasneje protestant, ki ju je dal krstiti in ki jima je omogočil vstop v samostan. On se je kasneje tega kesal, ampak ne zato, ker sta se spreobrnili, ampak ker sta stali v samostanu, se pravi, kot protestant je bil kasneje proti samostanom in je želel, da bo boljše, če bi. Drugi primer je proces proti Armelini, inkvizitor koprski, je želel, da bi se sprožil postopek proti Armelini, ki je preprečila krst otroka, verjetno kar lastnega sina, ampak podestat tega ni dovolil. Se pravi,
posvetna oblast je bila proti tovrstnemu preganjanju. Tako da tule bom jaz zdaj zaključil, se zahvaljujem in opravičujem za prekoračitev časa, zaključek pa v članku. Hvala lepa.